Smo na Matičanskem hribu nad Prištino. Tukaj za mano je tisto, kar je ostalo od 3 hektare velikega spominskega kompleksa, posvečenemu odporu v Prištini in okolici. To je bilo pravzaprav spominsko pokopališče upornikom, partizanom in drugim pripadnikom osvobodilne organizacije, ki se je imenovalo in se še imenuje Velenija. Priština je bila med vojno del italijanske Albanije, torej albanskega kraljestva, kot so mu rekli, to je v bistvu bil italijanski protektorat. Kosovski Albanci so večinoma italijansko okupacijo pozdravili, upirali so se Srbi in Judje, ki jih je bilo tukaj zelo veliko, in njim je pravzaprav v prvi vrsti posvečen ta spomenik, kar seveda ne pomeni, da niso bili v odporniški organizaciji tudi Albanci. Od tega spomenika je ostalo zelo malo. Okrog te krogle, ki jo vidite, so bile včasih plošče, na katerih so bila napisana imena padlih in pokopanih. To je bilo vse izropano, uničeno. Simbol tega kraja je popolnoma spremenil namembnost. Tukaj na levi so začeli pokopavati borce, kot jim pravijo, tako imenovane osvobodilne vojske Kosova. Njihovo število danes na Kosovu pravijo naj bi bilo uradno čez 60 tisoč, neuradno manj kot 20 tisoč. Za mano pa je pravzaprav še ena taka zanimivost. Pokopan je namreč Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, torej on je bil mirovni politik, prvi predsednik Kosova po letu 1999, ki ni bil ravno v prijateljskih odnosih z UČK-jem, in ko so ga pokopali, je sicer na pokopališče prišlo ogromno ljudi, nekaj 10 tisoč, vendar je bilo tudi veliko polemik in nasprotovanj. Tako da danes in tudi poskusov vandalizma, tako da njegov grob ves čas čuva policaj tukaj. Postavili so hišico in ga čuva. Med te pokopane borce UČK so potem pokopali tudi nekaj tistih, ki so sodelovali v uporu v Albaniji, kjer, kot vemo, je potem tudi prišlo do spopadov in so bili seveda, če sklepamo potem, da so pokopani tukaj tako ali drugače povezani z UČK oziroma pač z nekimi vojaškimi, paravojaškimi silami, ki so tukaj na Kosovu še vedno dominantne tudi v politiki. Ta park, bilo je več idej, ta park naj bi obnovili, postavili na novo, posvečen naj bi bil namesto partizanom potem Ibrahimu Rugovi, no nič od tega se ni zgodilo. Tukaj okrog nastajajo ogromni stanovanjski kompleksi, ki so tudi tisti, ki so zgrajeni, v glavnem prazni, ker večina mladih Albancev se s Kosova izseljuje, tako da pravzaprav nihče ne ve, čemu so te gradnje namenjene. Se pravi, ta kraj je eden simboličnih krajev, klasičnih, bi lahko že skoraj rekli, prikazov, kako se neka identiteta popolnoma zamenja z drugo, neka, ki je bila vendarle večnacionalna, z popolnoma eno nacionalno, in seveda to se dogaja z neko izrazito revizijo, lahko bi rekli pravzaprav brutalno revizijo zgodovine. Torej, po italijanski okupaciji so Prištino in tudi okolico zasedli Nemci. Ti so svojo politiko gradili na mednacionalnih sporih, brutalno so obračunavali s partizani, torej predvsem Srbi in Judji. Večino Judov so odpeljali v koncentracijska taborišča leta 1944. Tukaj so ustanovili posebno taborišče, mučilnico za upornike,
in kjer so jih sistematično pobijali, pobitih naj bi bilo v enem dnevu samo v enem dnevu več kot 100. In tudi tem je torej posvečen ta spominski park, ker so tako Judom torej kot Srbom in drugim upornikom, ker so pač italijansko okupacijo, ki tudi ni bila ravno blaga, podobno kot v Italiji se je represija stopnjevala, je zamenjala nemška, mnogo hujša nemška.